hvaležno pozdravljeni na tole čudovito nedeljo, spoštovani gledalci in gledalke, in iskrene čestitke vsem tistim bodočim mamicam ali pa že mamicam, ki ste znova ali pa prvič v pričakovanju. No, pred nekaj dnevi sem izvedela, da je prvič v pričakovanju tudi taka glasbena prijateljica Anita Kadenšek, ki seveda iskreno čestitamo. Pravi pa, da jo precej križ boli, ne? In ravno o teh bolečinah v hrbtenici v času nosečnosti bomo danes govorili. V naši družbi je namreč fizioterapevt Izidor Ivanovič iz fizioterapije Korpus, torej ordinacije, ki jo najdete v Ljubljani in v Novem mestu. In če greste na našo Facebook spletno stran Klepet ob kavi, boste našli darilo in presenečenje. Za vse tiste 5 jih bomo namreč izbrali, ki bodo prejeli brezplačno svetovanje in tudi brezplačni pregled, torej v Ljubljani ali v Novem mestu. Izidor, pozdravljen. Lep pozdrav, živijo. Se pravi, ženska, ki je v pričakovanju, ki se ji že malo trebuh tudi pozna in vse te ostale stvari, je zdaj normalno ali ni normalno, da jo boli križ, hrbet? Zdaj je tako, deljeno je. Lahko rekli za ene primere, da je normalno, da imajo neko bolečino ali pa da čutijo nelagodje ob tem, jasno. Zdaj za druge primere pa spet ne. Tako da moramo na tehtnico postaviti. Kdaj je to vidimo, kot da je to normalno, kdaj vidimo, da je lahko to patološko. Predvsem problemi so pri nosečnosti predvsem v zadnjih 2 mesecih, ko se izloča en hormon, oziroma se poveča njegovo izločanje, to je hormon relaksin, ki nekako vse vezi postanejo bolj ohlapne, malo sprostite vezi, zato je mišice, ligamenti, tetive in tako naprej. In te majhne vezi noter v trebušnem organu postanejo malenkost bolj raztegljive, raztezne, kar draži določene živčne končiče in sproža lahko bolečino oziroma nelagodje. Tukaj se predvsem pozna, da pri ženskah ni več tiste težnosti oziroma težišča te pravega. Težišče se zelo močno premakne na ospred zaradi povečanega trebuha. Zato so tudi mišice okrog hrbtenice, medenice in tako naprej zelo energetsko izčrpane, temu pravimo. Zelo veliko dela je, da lahko to prenesejo. Se pravi, najbolj je obremenjen verjetno ravno tale ledveni del. Tako, ledveni del pa spode, predvsem ta zgornji deli zadnjičnih mišic, so zelo obremenjeni, zato ker nosijo cel trup po koncu. To nelagodje je pa različno. Če se ženska v času nosečnosti zelo močno zredi, to pomeni nad 15 kg ali pa nad 13 celo po nekaterih podatkih, imajo večinoma tudi večje težave, lahko tudi s kakšno ishialtično bolečino po nogi, to je bolečina, ki poteka od kolka navzdol do noge, zelo težko spijo na levem ali desnem boku, imajo težave recimo pri obračanju iz ene strani na drugo. Potem boli že pri kakšnih hoji, pri že normalnih dnevnih aktivnostih, če mogoče mora doma kar postoriti ali kaj takšnega, in se lahko že te bolečine bistveno bolj manifestirajo, torej pokažejo. Kako pa je s to informacijo? Jaz sem slišala, da nosečnice velikokrat potem začnejo, zato ker je težišče spremenjeno, da začnejo hoditi bolj kot račke in da si takrat lahko pokvarijo to hojo, kar vpliva pravzaprav potem na vse ostale sklepe. Kako je pa s tem? Ta hoja račke seveda je neka kompenzacija. Kompenzacija nekega dogajanja z telesom, ker moramo vedeti, da ženska v 9 mesecih se neverjetno hitro spremeni. Že samo oploditev, jajčeca in tako naprej že sproža določene hormonske procese, ker ženska več postaja bolj mati. Ni več toliko ženska, seveda jasno, da je za narobe zastopati, ampak postaja mati in se ta komplet cela struktura in biomehanika telesa začne spreminjati. Tukaj bolj je trebuh večji, tudi bolj se ženske redijo, hitreje se redijo, če prekomerno, recimo če se zredijo po 20, 25, 30 kg, tudi to imamo pa še več primere, seveda so trebuhi, telo postane drugačno, trebuh moti nekako, daje občutek, da je med stegni nekaj preveč in tudi ta vzorc nekako psihološko ostane v glavi, da mogoče bolj začnejo odpirati noge navzven, kompenzirajo odločene take drugačne položaje. Kje pa je tista meja v bolečinah, recimo v hrbtenico, da te križ boli, da lahko rečeš, ok, čakaj malo, to je pa zdaj že za fizioterapeut oziroma že mečkeno, da se pregleda, na čem je stvar. Kako spoznati? Jaz bi tukaj takoj mogoče apeliral, če ženska ve, da se pripravlja na to, da bo mati. Recimo za ta primer ljudi, ki vejo, da želijo si otroka naprej. Naj že prej nekaj naredi. Naj se že prej pripravi, naj se prej že ojača določene mišice, naj hodi na kakšno vsaj pilates vadbo ali pa kakšne druge oblike vadbe, da si pripravi telo.
Ker moramo vedeti, da nekje normalna teža, ki jo ženske pridobijo v nosečnosti, je nekje tam do 13 kg, 14 mogoče. Ne? In to je kar veliko breme, ne, v 9 mesecih. Ne? Če si predstavljaš, da se v 9 mesecih ti zaradiš 14 kg, ne, boš sigurno imela neke težave. Ne? Razen, če ne tako dosti športaš zraven. Ne? Pri nosečnicah seveda je tukaj malo drugače, ker moramo biti previdni, kdaj začeti s kakšno vadbo. Ne? Ampak v glavnem pa naj to ne bi bilo nič slabega, seveda. Ne? Ženska lahko začne z vadbo že tudi v času, ko ve, da je noseča, lahko nadaljuje z normalnim tempom. Sploh če je to pilates joga, ne? Tako, ali pa to sploh priporočljivo je, da nadaljuje s tistim športom, ki so ga imele, seveda v kasnejšem obdobju naj se losajo oziroma naj se izogibajo predvsem poskakovanjem, teku, se pravi, aerobika odpada, ne? Aerobika, ja, recimo, da odpada ta oblika aerobike. Vaš pilates za nosečnice pa je zelo dobro, zelo ga priporočam. Sploh za začetku, že ko ni še trebuh velik, ker če trebuh raste, pa še na kilogramih več pridobiva, to moramo vedeti, da je to vse glih tako, kot da bi imela ruzak spred postavljen. Naj poskusijo ženske, preden bojo noseče, da 15 kg, 20 kg v ruzak obrnajo, dajo ga na trebuh in naj si gor nalagajo, bojo točno videli, kakšna je ta, kaj to pomeni za telo. Bojo tako videli, da so te pravo sliko, ali je to breme. Pa naj to ne počnejo samo minuto, ampak ne poskusijo 1 uro. Pa bojo videli, da se ga točno vidiš takrat, ne šele, aha, tako zgleda, ko bom noseča, aha, tako zgleda, to vpliva tako na moje telo. In seveda, če je telo pripravljeno, da lahko nosi 25 kg, torej če ga mišično zelo močno ukrepimo, ni toliko velikih težav. Ker različno pa je res, nekatere ženske imajo težave v nosečnosti velike, recimo lokomotorne, torej mišično-skeletne, recimo druge pa ne. Zelo redki primeri, pa lahko to še zraven povem, da ni vzrok tukaj ukleščenih živcev ali pa hernij, so zelo redkih primerih to, predvsem za tiste, ki pa imajo težave z hernijami ali pa z ukleščenimi živci, da že vejo prej, naj to prej znulirajo. Torej najprej to pozdravijo, najprej do fizioterapeuta, to poštimajo, pa potem počasi, če imajo plan, se je težko reči, včasih se pač zgodi, ampak kadarkoli vedno smo odprti za reševanje tovrstnih težav. Izidor, najlepša hvala za vse informacije. Noseči ali ne noseči, brezplačen pregled in pa svetovanje v fizioterapevtski ordinaciji v Ljubljani ali v Novem mestu. Več pa torej na naši Facebook strani Klepet ob kavi. Naj vam bo svet lep.